Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal v naravo, danes smo pa v Zgornjesavski dolini. Tisti, ki malo bolj poznate Zgornjesavsko dolino, ste sigurno ugotovili, da smo na srednjem vrhu nad Gozd Martuljkom. Naš cilj je danes planina Vošca, pa Trupejo opoldne, pa vmes še ene, dva, trije vrhovi. Drugače pa tukaj imate precej majhen parkirišče. In če ne parkirate na teh parkirplacih, boste verjetno dobili kazen, zato smo mi šli 200 metrov, 300 metrov nižji. Pa glede na to, da je nedela, mislim, da tam ne bojo drv delali pa teh stvari. Tako da, malo previdnosti tle, no, kje se parkira. Ekipe še nisem predstavil, od desne proti levi Martina, Klemen, Dare. Vsi že stari znanci. Danes bo pa res razgledi nori. Splača se tole pofotkati, ja. Tukaj pri zadnji kmetiji bo treba pa desno gor. Že zdaj smo imeli vrhunske razglede, da se bo podprl. Dare prav, da je čas za prvo slačenje. Čisto zadaj desno se vidi Višarje, Kamnitega lovca, pol je Greben Ponc, Jalovec, Mojstrovke, spodaj je pa Kranjska Gora. Tole pa še ta drugi del razgleda proti Martuljški skupini. Zdaj nekaj cajta je konec razgledal, malo pa kar tak konkreten klanc, ki skrbi, da nas ne bo zebel. Enim sam pohod ni zadost. Po 21 minutah res strmega vzpona se pa malo položi. Počasi prihajamo na spodnjo planino, tukaj je pa tudi cesta oziroma železnica. Je bilo treba spet kapo gor dati, kaj je. Ušesa so začela govoriti, da se približujemo verjetno -10. Prvič cesto sam prečkamo, pa spet zagrizemo v klanc. Pride pa tale cesta s Kornskega sedla. In tudi pol, ko bomo šli za dol iz Trupejevega podneva, bomo prišli na konec te ceste, se pravi tam, kjer se konča. Tako da ostanite do takrat zraven, da boste videli, kje se cesta konča. Ko prideš na sonce, je pa spet čisto druga pesem.
Z Dartom smo že na planini Vošca, smo po ceste gor, smo šli po neki nemarkirni poti. Oziroma smo enostavno sledili gazi, ki so eni trije pred nami naredili. Nismo še čist na vrh. Tale je naša gaz, tale je pa nekje po markirni poti. Zdaj pa je še 2-3 minutke. Dobrodošli na planini Vošca. Tole je tudi že glavni greben Karavank. Se pravi, da smo na meji z Avstrijo. Tole je pogled na Mangrad, Jalovec, Ponce, Mojstrovke, Prisojnik, Razor, Škrlatico in tako naprej. In tako nazaj. V Ljubljani še kar megla. Tole pa pol naš greben naprej. V Avstrijo pa malo kasneje. Tole je še selfie z vrha. Zdaj pa gremo, pokažem kam. Tudi tle naprej imamo že gas narejeno. Kar luksus. Gremo pa
tjale gor. Malo se spustimo, pa po grebenu naprej. Saj plan je tak. Tole pa so zimske radosti. Sem pa prav navdušen nad temi jelenjevimi hlačami, ki so še malo daljše kot tune testne, ki imam črne, ki sploh ne rabim gamaš. Sam dam čez gozdarje in sneg ne gre noter, ni šans. Tole je pa Blackova planina. Pa smo pustili podpis za sabo. Dobrodošli na Blackovi planini. Kar naprej, neče se zuvati. Če bi hotel malo krajši krog delati, tlele s planine samo dol po cesti in pridemo pol na železnico in nazaj proti izhodišču. Mi pa zdaj še en tak ovink naredimo na Trupovo poldne, pa se pol spuščamo nazaj dol. Tole je pa Trupovo poldne. Malo gor, pa spet malo dol. Sicer sem v parih videih že povedal to, ampak dajmo še enkrat malo izobraževalnega programa. Karavanke, kot veste, so ena od 3 gorstev v Sloveniji, poleg Kamniško-Savinjskih Alp pa Julijskih Alp. So pa najdaljše gorstvo in tudi najnižje. To je najvišji vrh, 2235-36, nekaj takega. Je pa greben, marsikdo ne ve, greben se začne tukaj v Avstriji oziroma v Italiji in gre vse do hrvaško-slovenske meje, tam pri Donački gori, no pa tisti konec. Tako da ne vem točno koliko v kilometrih, ampak kar nekaj čez 100 kilometrov je dolgo tole gorstvo. Počasi prihajamo proti vrhu. Tukaj pa drugače ena potka z leve pride, če bi šli, bomo šli pol mimo ene lovske hiške, no, in od tiste lovske hiške semle gor pride pot. Tako da, ko greste na Trupovo poldne, greste lahko vsaj delno krožno pot, greste gor pa dol po isti, ampak se tlele spuščate in še tale greben je tle ful lep. Če za razglede, o tem pa govorim. Še po dolgem času malo pogleda na Julice.
Tukaj so pa zdaj z Dartom kar hvaležna, da je nekdo že pred nami hodil po tresu tele borovce. Pa še en pogled nazaj. Tam se pa ful lepo tudi Vošca vidi. Dobrodošli na Trupojevem poldnevu. Evo ga, dajmo še pogledati, pa je okoli. Tukaj smo prišli po temle grebenu, tamle je, kje je moj prst, tamle je Blekova planina, pol je Vošca, potem smo rekli so Višarje, potem zadnje je Kamniti lovec, pa Montaž, pa potem je levo od njega Viš, tamle je Mangard, malo nižje damo, tako le bo lepše. Pa Jalovc, vmes so Ponce, pa to smo tudi že vse povedali, Planjava, pa Razor, pa potem je Škrlatica, pa Mala Martuljška Ponca smo letos bili na njej. Pol smo, tle smo, ja. Tukajle gremo na drugo stran. Evo, nadaljujemo proti Ljubljanski kotlini, se vidi megleno, pa potem tale prvi, te visoki je Kepa, pol se naprej se Stov lepo vidi greben, pa zadnji je Storžič, pa potem tudi Vrtača se ziher vidi. Tale levo od Kepe pa po mojem, da je pa Peca, nisem čisto 100%. Dajmo pa še proti sosedom pogled. Tale ta prvi, tamle dol je pa Dobrač. To je to, še ta drug selfie z vrha, da pa pičimo dol. Ja? Imaš kaj pa zapovedati? V dolino.
v daljino. Ja, no comment, je tukaj lepo. Pa smo šli pogledati nazaj. Če je bilo pa 1 meter več snega, šli pa kar direkt tle dol. Glih še ta prav cajt smo bili gor. Zdaj kar procesija. Da. Još malo. Ko priješ po senco, pa ko bi v hladilnik prišel. Oziroma zmrzovalnik. Tole, ker je bilo pa toliko ljudi zdajle gor, so bili pa iz Hrvaške, iz Zagreba. 20 jih je prišel in zato taka v narekovajih procesija. Zdaj smo pa pri tisti lovski hiški, ki sem jo prej omenjal, in tukaj dol pride tista pot, tako da do sem se da krožno turo delati. No, sem se šel iz zimskih radosti, pa sem šel po svoje. Tle naprej, pa spet skupaj. Zdaj pa počasi prihajamo na železnico. A kdo ve, delo katere živali je tole? Evo, železnica. Pa je čevelj izgubil tle. Rezerva, če ga kdo rabi. Ja. Pozimi je pa vedno dol bolj lušten, ker gre precej hitreje pa bolj lahkotno. Evo jih japonski turisti. Ja, za zaključek smo se prestavili pa na sončka, čeprav je kar mraz. Jaz lahko rečem, da je bilo ful dobro. Ful je pa tura. Mislim, da vsi rečemo. Ja, odlično. Čista zimska romantika. Tudi družba ste bili dobra. Hvala. A ne pika. Drugač lahka pot, a ne? Koliko smo, 6 ur? Je bilo toliko? Dobro, 6 ur. Ja, Ja. nekje. Tam cirka. Neki tazga je tudi markiran, pa titek sneg te malo počasni, tehnično enostavna, pa zgledi fantastični, brez vetra smo imeli. Ja. Zdaj Martina še tikaj povedal. Kaj ne povem, to je Ti bila znaš nekako aventura v zimo. Tura lepa, ja, kakor je že Peter povedal, odlično. Razgledi so bili fenomenalni, videl se je 360 stopinj naokoli na Trupejem poldnu. Kaj ne rečem, zimska pravica, sneg, topno. Na snegu je še zmeraj luštno. Pika je zelo uživala, skakala gore, dole. Dare je tudi ful užival. Ja. Sneg je bil bomba, je bil tak pršič, ni bil Bilo je malo ni bil težak, otroške. ne. Ja. Tako da se je dal hvaliti. Bomba. Ful. To je to, a ne? Ja. To je to. Ja, kmalu se spet vidimo. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživite, koga objemite. Se kmalu vidimo. Čau. Čau. Čau! Čau.